Športniki in športni po duhu so imeli v ponedeljek 10. marca 2014 ob 18. uri v Domu kulture Slovenske Konjice možnost obiskati zanimivo predavanje z naslovom Šport mladih. Gost je bil dr. Rudi Čajevec, specialist medicine dela, prometa in športa, dolgoletni zdravnik atletske in košarkarske reprezentance Jugoslavije, kasneje pa atletske, košarkarske in rokometne reprezentance Slovenije ter rokometnega kluba Celja Pivovarne Laško. Sodeloval je tudi na olimpijskih igrah v Sydneyju, Pekingu in Londonu ter na mnogih drugih svetovnih in evropskih prvenstvih, univerzijadah ter mediteranskih igrah. Bil je član upravnega odbora Atletske zveze Slovenije, organizacijskega odbora pomembnejših športnih prireditev v Celju in Sloveniji ter predsednik Atletskega društva Kladivar. Za svoje obsežno in pomembno delo s športniki je prejel častno listino Olimpijskega komiteja Slovenije. Zanimivo predavanje je bilo namenjeno vsem športnikom in tistim, ki bi to želeli v prihodnosti postati, predvsem pa mladim na začetku svoje športne poti, začetnikom z željo po boljšem in učinkovitejšem treningu. Osnovno poslanstvo medicine športa je to, da v bistvu mi servisiramo vrhunski šport. V ovih kriznih trenutkih jedino, ki prinaša neko srečo vsima nama je vrhunski šport. Rezultatsko in vse to. Tam dejansko se nemamo kaj pogovarjati o politiki, o vseh neumnosti, ki nas obkrožujejo. Mi se tam pogovarjamo o talenti, a jaz sem vedno servisiral te vrhunske skupine otrok, ki se bavijo vrhunskim športom. In to mi je v čas, da je posebno vama. Sad, kaj vam ja lahko ponujam? Prvič, malo prej ste se pogovarjali o maratonu in to vse, o Ironmanima in vse to. Ja, moje stališče je to, da v bistvu v prvo normalno športu vsak ima možnost, vsak od nas. A v vrhunskem športu dejansko rezervirano je za vrhunske talente. To je edina resnica in to treba spoštovati. To pomeni, jaz prosim vse starše, da dajo možnost otroku, da se nauči hoditi, da se nauči teči, poskoke delati, da vlada voziti kolo, da se vlada smučati, da vlada igre, vse to. In to je zabava. To pomeni rekreacija, to pomeni ono, ki pričakujemo za vse od nas. Je taka oblika, ki je za en osebni boljši, za eno, da se jednostavno ne fajn počutimo. A vrhunski šport je rezerviran dejansko za talente. Kot primer, kad bi se pogovarjali o maratonu, ne da določena skupina otrok trenira, pa da jih onak dajo neke teste, pa da ugotavljajo njihove možnosti vzamo za dolge proge. Najbolj enostavno je to, da vzamete kolo, da date kilometr cajgar gore na kolo in kad bi dali celo Slovenijo, da teče za koleso, pa da nič ne trenirajo, ti otroci, ki bi prišli v tempu punce 13 do 14 km hitrosti za kolesom, pa fanti, ki bi tam imeli okrog 15-16, ta skupina je rezervirana za te super vrhunske rezultate. In to je dejstvo. Vi danes morate, danes en maratonac teče okrog 20 km, 20-21 km na uro. To je tempo. Kaj je potem še pomembno? Druga stvar. Ako si ogledate to konstitucijo, mi bi rekli kosti koža, gledam reveža, ki tamo teče. Zakaj je to? Zato, ker v odnosu na to velikost telesa, to srce je relativno veliko. Svoječasno so medicinari, ki so se ukvarjali športu, so rekli, prvo treba testirati srce. Pa so rekli, kdo ima večje srce, večje možnosti. In potem, pri kom so to gotovi? Pri vaterpolistih, pa vse to. Znači, vaterpolist, ki ima 2 metra, pa še nekaj, ona ki ima veliko srce, v bistvu ima kakve možnosti na maratonu, nobene. To pomeni sorazmerno velikost srca v odnosu na celo telo, daje, to je pumpa, ki omogoča neki rezultat. Prvo, ki vas svetujem za vse vas, da svetuje veliko otrok. Mislim, da je najbolj važno za vsakega otroka vrhunska demonstracija gibanja. To pomeni, vi v prvi fazi, v začetku ukvarjanja športom, morate obvladati pravilno hojo. Jaz sem se več prej srečeval, tudi kad sem bil zdravnik reprezentance, da so posameznici tekmovali, pa so bili več v seniorski ekipi, pa niso znali teči. Naslednja stvar. Vi vsi hodate v tenisicama, otroci, jaz sem prej srečen, kad vidim kakega otroka, da nema to, nego da ima kakve usnjene čevlje,
Jer gledajte, mi smo svi rojeni s platfusom. Svi. I onda kada se to malo draška, otraga po stopalu, onda se dvigne del stopala. I zakaj je to bistveno? Zato, ker imate dva loka. Je? En lok vam je na prednjem delu stopala, je? A drugi je ovak formiran. I to je v bistvu amortizer. I vi kad se gibate, amortizirate gib. A sam tek je samo na prednjem delu stopala. Već je to ni naravno. I zato treba biti normalna vrhunska obutev. To vam je, ako nekaj financirate, obutev. I sad, kaj je bistveno pri obutvi? Pri obutvi so vam bistvene tri dela. Copatu daj dole, pa se sedi tu, da ja pokažem. Pa kaj ti to vse? Moš Adidas, jesuš. Sedi si tu. Pa ne, da se naučite, ljudi moji prišli, ja sam prišel za to da vam pomagam. Daj taj copat dole. Samo enega, ne traži dva, kaj? Ne, uopće ne radi, gledajte sad. Ta del stopala i ta del stopala, to je en lok. Ako je preoska obutev, onda vam stopalo gre to, tu je preobremenitelj i onda bo to stopalo bo odreagiralo, boste imali to zatečeno. Naslednji lok je između ta dva i petnice. Sad gledajte, kad se pogleda na ove, vedno pogledajte kako izgledaju robi stopala. Mislim, rob ovoga copata. Onda vidite kada je bila preobremenitelj. Sve se to. Kad bi bila popravili tigre, onda se u bistvu trebalo se postaviti imate takve plošče koje imaju elektronske receptore, onda stopiš gore, točno se vidi preobremenitelj i potem se to ridi. Pri otroci, ker obstaja razlika između dve noge, da ena više je krajša i to sve, ako pozno to ugotovite, potem vi za živu glavo ne dela spremembe in podlaga stopalo in bo še hujši. Sad, kaj mi gledamo pri športniku? Sad, ajde pritik meni. Kad otroci pridejo na pregled, prvo ih postavimo tako, znači da vidiš hrbtenico i položaj glave. A zakaj je to pomembno? Zato, ker so avtomatično imate vaje. Gledajte, glava ima, osnovni položaj su ta, potem je levo, desno, pa ta. I sad istočasno svak mora za to narediti stretching. Znači, primala boš se tu, na primer, za kljuko in kaj takega, s ovom rokom našpanala glavu in našpanala ovo. Zakaj mi delamo stretching? Gledajte, stretching je zapravo bistven prvič, zato da se pripravite za športno aktivnost, to je prvo. In drugo, onak je še bolj bistveno zato, da v bistvu stretchingom mi tu zdravimo poškodbe. Samo razlika je v tome, da mi pri stretchingu, kad zdravimo poškodbe, prihajamo do bolečine, držimo taj položaj tamo od 20 do 30 sekund i istočasno 10krat ponovimo večkrat na dan. Za te dele koji su poškodovani. Naprimjer, ako imate okvarnu tubu, onda znači našpanate ruku i to ne bo niš makalo, ova druga bo makala. I sad, da se pripravite, prvo za mene osnovno, narediti ogrevanje, potem narediti stretching, potem spet se pripravi za samo panogo in specifično stretching. Dr. Čajevec je preko svojih bogatih izkušenj in znanja predstavil, kdaj in kako začeti s športom, od osnov tehnične opreme pa do pomembnih podrobnosti, kot sta pravilni počitek in prehrana.